Vsak dan arheologi nekje po svetu odkrivajo starodavne artefakte. Ljudje izginjajo in zločini se dogajajo. Medtem ko je večina teh dogodkov običajnih in nič posebnega, nekateri zmedajo strokovnjake in oblasti. Skrivnosti za temi primeri pa morda nikoli ne bodo razrešene. Številka 10. Večina avtorjev ne poskuša le vplivati na življenja svojih bralcev, ampak si, kot je v človeški naravi, prizadevajo tudi za priznanje svojega dela, saj dokončanje nekaterih knjig in iger traja leta, če ne celo desetletja. Vendar en avtor očitno nima nobenega interesa za pozornost javnosti, saj njegova prava identiteta ostaja neznana. Številni strokovnjaki pa so zaman poskušali ugotoviti, kdo je. Predlaganih je bilo veliko imen v poskusu, da bi identificirali tega dramatika, vendar nihče ni uspel dokazati njegove prave identitete. Mnogi Martinovi soavtori verjamejo, da te igre ustvarja ženska, saj menijo, da ima njeno delo izrazit ženski glas. Vendar to seveda ostaja zgolj špekulacija. Njena prva prelomna igra, Talking With, je zbirka monologov, ki je bila uprizorjena na festivalu Humana za nove ameriške gledališke igre, gledališča Actors Theatre of Louisville. Po premieri te igre je Martinova pridobila nacionalno prepoznavnost, čeprav nihče ni vedel, kdo je. Nekateri viri navajajo, da se je rodila v Kentuckyju, čeprav niso pojasnili, kako so prišli do tega zaključka, saj nikoli ni privolila v noben intervju in se nikoli ni javno pojavila, da bi promovirala svoje delo. Namiguje se, da je Jane Martin psevdonim za Johna Jorija, profesorja drame na Univerzi v Washingtonu, ki je pod svojim imenom produciral številne igre. Ko so ga o tem vprašali, je Jory vedno zanikal, da bi bil skrivnostni avtor. Vendar verjamejo, da morda pozna pravo identiteto avtorice, saj je izjavil, da ne bi mogla ustvarjati iger, če bi bilo njeno pravo ime razkrito. Mnogim strokovnjakom se je zdelo zanimivo, da je za Martin uporabljal zaimek ona, kar je vodilo do nadaljnjih ugibanj. Nekateri verjamejo, da morda misli na svojo ženo, Marcio Dixie Jory, pri čemer nekateri ugibajo, da bi lahko bilo Martinino delo rezultat sodelovanja med zakoncema. Kakorkoli že, Martinove igre so v industriji povzročile precejšen vihar skozi desetletja. Ena izmed njih pa nosi naslov Keely and Do. Leta 1993 je postala najbolj pogosto uprizorjena nova igra v celotnih Združenih državah Amerike in prejela nagrado za najboljšo novo igro, ki jo podeljuje Ameriško združenje gledaliških kritikov. Bila je tudi nominirana za Pulitzerjevo nagrado za dramo, vendar so tudi mnoge njene druge igre pritegnile veliko pozornosti. Anton and Show Business ter Jack and Jill sta obi prejeli nagrado za najboljšo novo igro. Kmalu pa je postalo jasno, da ima Martin resničen talent in ni le enodnevna senzacija. Njene igre se pogosto lotevajo zahtevnih in spornih tem, kot so politika in družbeni pretresi, ki se dogajajo v določenih soseskah. Njena anonimnost je omogočila, da se loteva politično nekorektnih tem, hkrati pa ji omogoča, da odkrito govori o svojih mislih glede stanja sodobne družbe. Tudi njene bolj humoristične igre vsebujejo satiro o gledališki industriji. Njeni kolegi dramatiki pa so jo pohvalili zaradi njene sposobnosti, da pritegne občinstvo. Za zdaj, Martinova identiteta ostaja skrivnost in morda nikoli ne bomo izvedeli, kdo je. Nekateri menijo, da bi morala ta skrivnost ostati nerazrešena in da bi jo morali pustiti pri miru, da se izraža v zavetju anonimnosti. Številka 9. Arheologi imajo zelo zanimivo, čeprav naporno delo, ki pogosto pripelje do odkritja artefaktov, ki jih še nikoli prej niso videli. Poleg tega občasno naletijo na nekaj, kar jih popolnoma zmede. Na primer bronast artefakt, ki so ga odkrili na Aljaski leta 2011. Tistega leta je skupina raziskovalcev izkopavala območje Rd Espenberg, ko so začeli odkrivati kovinske predmete, ki v tej regiji ne bi smeli obstajati. In skrivnost, kako so tja prišli, ostaja nerazrešena. Projekt je vodil John F. Hoffaker, ki je bil glavni raziskovalec, in Owen K. Mason, soglavni raziskovalec skupine. Oba sta prihajala z Inštituta za arktične in alpske raziskave Univerze Colorado v Boulderju in nikoli si nista mogla predstavljati, da bosta ob začetku izkopavanj našla te nenavadne artefakte. Med temi skrivnostnimi najdbami so bili kostna ribiška vaba z očmi iz železa, bakrena igla, ribiški pribor z bakreno trnkom, valjasta bakrena kroglica, majhen kos bakrene pločevine in kos zlomljene bakrene zaponke neke vrste.
Čeprav se te najdbe morda zdijo podobne tistim, ki jih vsak dan najdejo po svetu, so bili arheologi ob njihovem odkritju navdušeni, saj so jim artefakti ponudili prej neznane informacije. Ker so bili ti predmeti izdelani iz taljenih kovin, zdaj vemo, da so evrazijske kovine prinašali čez Beringovo ožino v Severno Ameriko, že dolgo preden je ta celina vzpostavila stik z ljudstvi evropske celine. A vendar je ostalo še veliko vprašanj. Po analizi artefaktov z energijsko, disperzijsko, rentgensko fluorescenco je bilo ugotovljeno, da so bila ribiška trnka, igla in bakrena pločevina izdelani iz skoraj čistega bakra. Vendar še ni bilo ugotovljeno, ali je bil ta baker pridobljen lokalno na Aljaski, ali pa je bil tja prinesen od drugod. Kar zadeva kroglico in zaponko, je gotovo, da ste bili izdelani iz taljenih kovinskih zlitin. Ugotovljeno je bilo, da vsebujeta bron, svinec in kositer. Zaponka je vsebovala tudi majhno količino arzena in srebra, medtem ko je kroglica večinoma iz svinca, vsebuje pa tudi kositer in baker. Zaponka je med strokovnjaki povzročila največ navdušenja, saj menijo, da je bila izdelana z uporabo kalupa. Noben tak predmet iz prazgodovine ni bil nikoli odkrit na Aljaski in zahvaljujoč majhnemu kosu usnja, ki je bil še vedno pritrjen na zaponko, so lahko upravili radiokarbonsko datiranje. Datirali so jo v obdobje med letoma 1165 in 1460 našega štetja. Raziskovalci pa so ugotovili, da je zelo podobna zaponkam, ki so jih uporabljali v konjskih vpregah na Kitajskem med 1. in 6. stoletjem. Čeprav so ta odkritja povzročila veliko navdušenja, so strokovnjake tudi zmedla. Dokler niso izkopali najdišča, so verjeli, da so taljene kovinske predmete v tem območju začeli izdelovati šele po prihodu evropskih raziskovalcev. Zdaj pa je znano, da temu ni bilo tako in da so ljudje, ki so v prazgodovinskih časih živeli na Aljaski, ta kovine dobili iz neznanega vira. Hiše, ki jih izkopavajo na najdišču, so bile zapuščene nekje pred letom 1850. Ugotovili pa so, da so bile zgrajene iz kamna, ki so ga pripeljali od drugod z Aljaske, saj v tem območju takšne kamnine niso našli. Hiše so bile zgrajene v sipinah, ki so obstajale na tem območju pred 1000 leti. O ljudeh, ki so jih naseljevali, pa je znanega zelo malo. Na najdišču potekajo nadaljnje raziskave in s časom bomo morda izvedeli več o ljudeh, ki so tam živeli, ter o tehnikah, ki so jih uporabljali za izdelavo teh nenavadnih predmetov. Številka 8. V zgodnjih 1800-ih je piratska ladja, znana kot Young Teaser, plula po vodah ob obali Nove Škotske in vsaka ladja, ki jo je srečala, je bila prisiljena bodisi pobegniti, bodisi se spopasti v boju. Young Teaser je bila piratska ladja, ki je napadala vse britanske ladje, na katere je naletela. In v večini primerov je njena posadka po končanem napadu odnesla ves tovor sovražnikove ladje, ki so ga nato bodisi prodali za zajeten dobiček, ali pa so ga pirati uporabili zase. Ladja škuna je bila zgrajena v New Yorku leta 1813. Bila je dolga 75 čevljev, imela je bakreno trup in tehtala približno 124 ton. Bila je opremljena z več topovi, na premcu pa je imela zastrašujočo glavo aligatorja z odprtimi čeljustmi v agresivni drži. Med vojno leta 1812 je ladja plula po območju zaliva Mahoney, saj to območje vsebovalo veliko zalivov in otokov, ki so posadki omogočali skrivališča, iz katerih so lahko napadli nič hudega sluteče britanske ladje. Da bi bilo še huje, je bila večina napadenih ladij popolnoma neoborožena. Njihova posadka pa ni imela druge izbire, kot da se takoj preda ali pa doživi zelo nesrečen konec. Ko so ladje prevzeli in njihov tovor prenesli na Young Teaser, so jih odpeljali v Boston, kjer so jih prodali. Kapitan Frederick Johnson je stal za krmilom starejše ladje, imenovane Teaser. Prej so ga že aretirali, vendar so ga izpustili na pogojno svobodo, potem ko je obljubil, da nikoli več ne bo napadel britanske ladje. Ko pa se je vrnil v ZDA, ga je ponovno prevzela ljubezen do kaprskih podvigov. Pridružil se je posadki ladje Young Teaser, ki je bila poimenovana po njegovi stari ladji, in takoj postal nepriljubljen med ostalimi člani posadke, ki so ga opisovali kot nesramnega, zlobnega in zadirčnega. Kljub temu je služil kot prvi poročnik na ladji in začel pluti po morjih skupaj s 36 člani posadke. Služil je pod kapitanom W.B. Dobsonom, ki je bil v tistem času znan pirat, in ladja je odplula na svojo prvo plovbo 10. maja 1823. 3 dni kasneje so opazili svojo prvo tarčo in začeli napadati britansko ladjo z imenom Invincible Napoleon.
Posadka te ladje je storila vse, da bi pobegnila, in šele po 5 urah zasledovanja so jih pirati ujeli. Invincible Napoleon je bil zajet in nato prodan na dražbi v Portlandu, vendar se je Young Teaser 2 tedna kasneje soočil s težkim izzivom. Kapitan Dobson je izval posadko ladje HMS La Hogue na dvoboj, izziv pa je sprejel kapitan Capel. Dobson je kmalu spoznal, da je naredil napako in je poskušal pobegniti, vendar so mu Britanci sledili. Ladji HMS La Hogue sta se pridružili še 2 fregati, Orpheus in Castor, česar Dobson ni vedel. Topničari so bili nameščeni na kopnem blizu Halifaxa, za primer, če bi Young Teaser poskušal pobegniti v zaliv. Dobsonu je uspelo ladjo obdržati na vodi 18 ur in jo je nazadnje usmeril v plitvino, saj je verjel, da večja plovila ne bodo mogla slediti. Zdi se, da so zvijače delovale, vendar je kapitan Capel nato ukazal svojim možem, naj zasledujejo v ladijskih čolnih, ki so bili vsak opremljeni s topom. Dobson je zaplul v pristanišče Chester, ker je ladja nasedla blizu otoka Quakerjev. Poročnik Johnson je vedel, da ga zaradi prelomljene obljube čaka gotovo usmrtitev, če ga ujamejo, zato je storil nekaj nepredstavljivega. Videli so ga, kako teče proti ladijskim zalogam smodnika. V eni roki pa je držal žareč ogorek. Nihče od posadke ga ni poskušal ustaviti in Johnson je potisnil ogorek v smodnik, kar je povzročilo silovito eksplozijo, ki so jo čutili celo 12 milj stran. Preživeli, vključno s kapitanom Dobsonom, so prispeli na kopno, kjer so se predali. Nekaj ur kasneje pa je Young Teaser potonil pod valove. Približno leto kasneje so mornarji začeli občasno poročati, da so na tem območju videli ladjo duhov. Ladjo so vedno videli v plamenih, zaradi česar je dobila vzdevek Teaser Light, saj verjamejo, da gre za Young Teaser, ki se vrača, preden izhlapi v nič, kot da ga nikoli ni bilo. Številka 7. Codex Selden je predkolonialna miksteška knjiga v obliki harmonike iz La Ace v Mehiki, ki jo je John Selden pridobil nekje okoli leta 1616. Predtem je bil v lasti francoskega kozmografa Andreja Teveta, ki ga je prodal angleškemu avtorju po imenu Richard Ackloyd. Ackloyd ga je podaril Samuelu Purchasu, za katerega pravijo, da ga je zapustil svojemu sinu in nato prodal Seldenu. Leta 1659 je Selden zapustil kodeks Boldejanovi knjižnici na Univerzi v Oxfordu in od takrat so ga znanstveniki temeljito preučevali. Kodeks vsebuje podatke o genealogiji dinastije Geltepec med 10. in 16. stoletjem. In verjame se, da je bil nekoč del veliko večjega dokumenta, ki je bil verjetno nepravilno shranjen, kar je povzročilo njegovo uničenje, ali pa je bil uničen med špansko osvojitvijo Azteškega imperija. Verjame se tudi, da je ohranjeni del kodeksa vseboval njegov zaključek, ki je datiran v leto 1556. Leta 1656 je Selden umrl in svojo zbirko knjig zapustil Univerzi v Oxfordu. Kodeks je bil vključen in ga je še danes mogoče videti v Bodleianovi knjižnici. Nekje v 50 letih prejšnjega stoletja pa je bilo narejeno še drugo izjemno odkritje. Medtem ko je en raziskovalec preučeval kodeks, ga je po nesreči opraskal in ugotovil, da vsebuje še starejši dokument, ki je bil prekrit z mavcem in kredo. Vendar ni bilo mogoče veliko narediti za preučevanje drugega dokumenta, saj bi vsak poskus razkritja uničil Seldenov kodeks. Desetletja so strokovnjaki lahko le ugibali, kaj vsebuje drugi dokument, vendar je bil leta 2016 dosežen določen napredek. Strokovnjaki iz knjižnice so začeli uporabljati tehnologije za razkrivanje nekaterih podrobnosti dokumenta in so začeli razvozlavati 500 let stare slike, ki jih je vseboval. Uporabili so hiperspektralno slikanje, ki je razkrilo več piktogramov, ne da bi poškodovali novejši kodeks. Ugotovili so, da slike ne ustrezajo drugim rokopisom ljudstva Mixtec, ki so jih našli, saj vsebujejo like, ki bodisi sedijo ali stojijo, vendar so vsi obrnjeni v isto smer. Čeprav to ni nič posebnega, pa dejstvo, da starejši dokument vsebuje tako moške kot ženske like, ni značilno. Zato se raziskovalci sprašujejo, kaj naj bi dokument prikazoval. Vsebuje tudi en poseben lik, ki se zdi bolj izpostavljen in pomemben kot ostali. Ugiba se, da je ta lik povezan z arheološkima najdiščema Zašila in Teozacualco v Mehiki, vendar to še ni bilo potrjeno. Nekatere druge slike prikazujejo ljudi, ki hodijo naokoli s palicami za hojo, ženske z rdečimi lasmi in imena rek.
Upamo, da bodo s pomočjo nadaljnjega hiperspektralnega slikanja ali novih tehnologij te slike lahko podrobneje preučili in da bo pravi namen ter pomen starejšega dokumenta razkrit. Številka 6. Grof Saint-Germain, pustolovec, ki je živel v 18. stoletju, velja za enega najbolj skrivnostnih zgodovinskih oseb vseh časov. Nihče ni uspel ugotoviti njegove prave identitete, znan pa je le njegov zdevek, Wonder Man, kar pomeni čudežni mož. Prav tako je znano, da je bil zaposlen kot diplomat pri Ludviku 15., francoskemu, in da je bil zelo zgovoren. Pravzaprav naj bi Giacomo Casanova postal razdražen zaradi Saint-Germaina, ker ta med večerjo ni nehal govoriti. V vseh letih, ki jih je preživel v Franciji, so mnogi začeli verjeti, da je nesmrten, saj se očitno nikoli ni razbolel, nikoli postaral in je vedel stvari, ki jih ni vedel nihče drug. Po lastnih besedah Saint-Germaina je govoril vsaj 12 jezikov tekoče in je lahko odgovoril na skoraj vsako vprašanje o zgodovini, ne da bi moral o tem sploh razmišljati. Bil je izjemno nadarjen glasbenik in je trdil, da ima vrhunsko znanje alkimije, ki naj bi ga pridobil v stotinah let. Dodal je, da mu je mladosten videz uspelo ohraniti zahvaljujoč čarobnemu eliksirju, ki ga je pil, čeprav nihče nikoli ni videl te mešanice ali ga opazoval, ko jo je zaužil. Znano je, da se je leta 1740 nenadoma pojavil v Evropi, kot da bi se prikazal iz nič. Kadarkoli so ga vprašali, odkot prihaja, je zavrnil odgovor. Prva stvar, ki jo je naredil, pa je bila, da je ljudi okoli sebe očaral s svojimi glasbenimi sposobnostmi. Njegova odločitev, da ostane anonimen, pa je imela tudi nekaj pasti. V Britaniji je začel naraščati upor in ko je Saint-Germain tja potoval brez kakršnekoli identifikacije ali pojasnila, kdo je, so ga obtožili vohunstva in aretirali. Na koncu so ga oprostili suma, ugibali pa so, da bi lahko bil Italijan, Portugalec, Poljak ali Španec. Namigovali so tudi, da se je v Mehiki poročil z bogato žensko in ji najprej ukradel ves nakit, nato pa pobegnil v Carigrad, kar bi pojasnilo, odkot mu denar. Drugi so menili, da bi lahko bil duhovnik, poklicni violinist ali plemič iz daljne dežele. Na neki točki se je preselil v Nizozemsko republiko in med 7-letno vojno je poskušal posredovati pri mirovnem dogovoru med Britanijo in Francijo. Nato se je vrnil v Srednjo Evropo, kjer je navezoval pogovore z vsemi, ki jih je srečal, igral violino v veselje množicam in delil svoje na videz neskončno znanje o skoraj vsaki temi. V 80. letih 18. stoletja je začel delati za princa Karla Hessen-Kaselskega in večino časa posvetil alkimističnim poskusom ter barvanju različnih vrst tkanin. Pravijo, da je sčasoma umrl, vendar je več ljudi poročalo, da so ga videli še leta kasneje. Poleg tega se je grofica von Georgi spomnila, da je nekoč srečala Saint-Germaina in pripomnila, kako zelo je bil podoben drugemu moškemu, prav tako imenovanemu Saint-Germain, ki ga je srečala približno 50 let prej. Saint-Germain je potrdil, da je bil res tisti moški, ki ga je srečala takrat, zato ni težko razumeti, zakaj je toliko ljudi verjelo, da je nesmrten. Njegova prava identiteta nikoli ni bila ugotovljena in Saint-Germain ostaja eden najbolj skrivnostnih mož 18. stoletja. Številka 5. Zgodba o stražarju v palači, imenovanem Gil Perez, je težko verjetna, vendar je več ljudi bilo priča nenavadnim dogodkom okoli tega moža in so trdili, da mu je nekako uspelo teleportirati se, pa čeprav se sliši neverjetno. Ta nenavaden dogodek se je zgodil 25. oktobra 1593 in tisto noč se v guvernerjevi palači v filipinskem mestu Manila ni dogajalo skoraj nič. Eden izmed mož, ki je stražil pri vhodu, pa se je trudil ostati buden. Pravijo, da je bil topel, vlažen večer, kar je dolgočasje naredilo še bolj neznosno in na koncu je izgubil bitko. Neprestano je zehal in kmalu so mu postale oči pretežke, zato je za trenutek zaspal. Videl je, da bo imel velike težave, če ga ujamejo pri spanju, saj je bil guverner Gómez Pérez das Mariñas dan prej ubit med uporom. In vsi stražarji, ki so bili člani filipinske Guardia Civil, so morali biti v največji pripravljenosti. Toda Perez je že za trenutek zadremal, kot je sam trdil, medtem ko se je naslanjal na palačni zid. Ko se je prebudil, ni mogel verjeti svojim očem. Palače ni bilo več in ničesar v okolici ni prepoznal. Opazili je tudi bližnje vojake, ki so bili oblečeni v povsem drugačne uniforme, kot je bila njegova. In takoj, ko so ga opazili, so postali sumničavi.
Pristopili so k Perezu in ga vprašali, kdo je. Vendar so, ko je pojasnil, da prihaja s Filipinov, upravičeno posumili, da je vohun, ki so ga ujeli pri dejanju in so ga aretirali. Izkazalo se je, da je Perez nekako v trenutku prepotoval do Ciudad de Mexico, približno 14,000 milj stran od palače, in zato ni znal ponuditi nobene razlage. Medtem ko je bil v zaporu, je poskušal razložiti, kaj se je zgodilo, vendar so njegova prošnja naletela na gluha ušesa. Pojasnil je tudi, da je bil na straži po usmrtitvi guvernerja. Toda novica o dogodku še ni prispela do Ciudad de Mexico, zato so njegovi pazniki verjeli, da laže. Verjeli so, da bi rekel karkoli, da bi si pridobil svobodo, nekateri so ga celo obtožili, da je zaveznik hudiča. Več mesecev so ga držali v zaporniški celici, nato pa so mehiške oblasti končno izvedele za smrt guvernerja. Njegovi ječari niso vedeli, kaj naj storijo z njim, saj je očitno govoril resnico, vendar so zaradi njegovih trditev težko sprejeli, da se je nekako teleportiral na tisoče milj v trenutku. Dogodek je bil opisan leta 1689 in ljudje so začeli ugibati, kako je to mogoče. Ugibali so, da je bil v navezi s čarovnicami in da so ga njegovi pajdaši uspeli teleportirati v Ciudad de Mexico, vendar ta teorija ni ponudila nobene razlage, zakaj bi to sploh storili. Drubir je dodal, da so mehiške oblasti izvedele za guvernerjev umor veliko prej, preden so prispele kakršnekoli ladje z novico, in verjame se, da je bil vir teh informacij prav Perez sam. Nihče ni nikoli uspel pojasniti, kaj se je tisto noč zgodilo s Perezom. Veliko ljudi meni, da mora obstajati logična razlaga za te dogodke, vendar dejstva tega dogodka ostajajo zavita v skrivnost. Številka 4. Skozi zgodovino je bilo veliko avtorjev, katerih dela so bila prepovedana iz različnih razlogov. Za nekatere so rekli, da so govorili proti vladarjem tistega časa. Druge so imeli za preveč nasilne, spet drugi pa so po mnenju oblasti povzročali preveč polemik, da bi jih dovolili javnosti. Ena takšna literarna dela, igra z naslovom Otok psov, sta v drugi polovici 16. stoletja napisala Ben Jonson in Thomas Nash. Prvič je bila uprizorjena leta 1597 in lahko rečemo, da je povzročila kar precejšnje razborjenje. V tem času so številna literarna dela, vključno z Biblijo, prevajali v angleščino iz drugih jezikov. Renesansa je bila v polnem razmahu in ljudje v Angliji so bili željni izvedeti čim več o Evropi in preostalem svetu. Zato je bilo po teh prevedenih delih veliko povpraševanja, številne knjige pa so prirejali v igre, ki so jih uprizarjali pred občinstvom. Nekateri izmed teh dramatikov so v te zgodbe dodali nekaj svojih podrobnosti in gledališka scena je začela cveteti. Pred letom 1559 so bili igralci običajno revni in so potovali od mesta do mesta ter uprizarjali igre, da bi si skromno zaslužili za življenje. Tisto leto pa je kraljica Elizabeta I. odločila, da morajo imeti igralci dovoljenje za uprizarjanje teh iger. In tako je lahko vsak, ki je imel takšno dovoljenje, končno dostojno zaslužil za življenje. Predstava Otok psov je bila prvič uprizorjena v gledališču Swan v Londonu leta 1597, vendar ni bila uspešna. Verjelo se je, da je naslov igre precej očitna referenca na palačo Placencija, kjer naj bi po govoricah kraljičini psi bivali v pesjakih, vendar to ostaja zgolj špekulacija. Morda nikoli ne bomo izvedeli, v čem je bila igra, a gotovo je, da je hitro povzročila ogorčenje. Jonson, glavni avtor dela, je bil takoj aretiran skupaj z dvema igralcema, ki sta pravkar nastopila v igri, in obtoženi so bili hujskanja k uporu, kar pomeni uporabo besed za povzročitev upora. Kar zadeva Nasha, so oblasti obkolile njegovo hišo in vsak izvod scenarija igre, ki ga je imel lasti, so zasegli. Verjame se, da so jih nato uničili in da njihova vsebina nikoli ne bo znana. Takoj, ko so Jonsona aretirali, se je Nash poskušal distancirati od igre, pri čemer je izjavil, da je napisal le uvod v prvem dejanju. Vse ostalo, kar je povzročilo toliko razborjenja, pa je napisal Jonson. Dodal je, da mu je odleglo, ker je bila igra prepovedana in da bi si veliko bolj želel, da sploh ne bi imel ničesar z njo. Pobegnil je v Great Yarmouth, saj to ni bil prvič, da je bil upleten v škandal. In je bil verjetno zaskrbljen, da bo tudi sam zaprt zaradi svojega deleža pri nastanku igre. Lahko se le sprašujemo, kaj je Johnston mislil o vsem tem, ko je sedel v zaporniški celici, saj bi imel Nash veliko priložnosti, da bi se umaknil iz igre, medtem ko je nastajala, a se zato ni odločil. Kar je zgodovinarje najbolj frustriralo, je to, da vsebina igre ni nikjer drugje omenjena.
Nihče ne ve, kaj je povzročilo takšno ogorčenje, ko je bila igra uprizorjena, ali je bil odziv oblasti res upravičen. In zato je to skrivnost, ki nikoli ne bo razrešena. Številka 3. Golanska planota, ki se nahaja v jugozahodni Siriji, je kraj skrivnostne zgradbe, ki je zmedla zgodovinarje, raziskovalce in strokovnjake, odkar so jo prvič odkrili leta 1968, po koncu 6-dnevne vojne. Območje je zasedla izraelska vojska po porazu Jordanije v Egiptu. V tem času sta dva arheologa, Shmarija Gutman in Claire Epstein, začela raziskovati območje in prišla do izjemnega odkritja. Odkopala sta nenavadno krožno megalitsko strukturo, ki so jo poimenovali Kolo velikanov, in nista imela pojma, kdo jo je ustvaril ali kakšen je bil njen namen, ko je bila zgrajena. Nekateri ljudje strukturo imenujejo izraelska različica Stonehengea, saj ostaja zavita v skrivnost in strokovnjaki še vedno poskušajo ugotoviti, zakaj se je uporabljala. Ko so strokovnjaki začeli preučevati strukturo, so jo datirali v obdobje pred približno 5000 do 6000 leti, kar pomeni, da je starejša od egipčanskih piramid. Struktura vsebuje več koncentričnih krogov, ki so bili ustvarjeni z zlaganjem do 40 000 bazaltnih kamnov, pri čemer je bil vsak kamen ročno položen na tla. Največji zunanji krog meri približno 150 metrov v širino. Kamnje so pridobili iz okoliškega območja, zahvaljujoč vulkanu, ki je od takrat ostal mirujoč. Nekateri kamni niso nič več kot prodniki, medtem ko so drugi veliko večji in tehtajo celo do 5,5 ton. Vsebuje tudi 4 dodatne manjše kroge. V njegovem središču pa so raziskovalci odkrili grobno komoro, ki je visoka približno 4,5 metra. Od njegovega odkritja je bilo opravljenih veliko raziskav, vendar niso našli nobenih trdnih informacij o tem, zakaj in kdo ga je zgradil. Zato je odkritje povzročilo veliko ugibanj. Številni strokovnjaki pa so postavili teorije, s katerimi poskušajo pojasniti njegov obstoj, podobno kot pri znamenitem Stonehengeu na Salisburyski planoti v Wiltshireu v Angliji. Predlagano je bilo, da so bili kamni postavljeni na ta natančen način, da bi sončni žarki med poletnim in zimskim solsticijem pravilno zadeli določene točke. Če to res drži, je bilo to mesto morda uporabljeno v verske namene ali med določenimi obredi, ki so jih tam izvajali pred davnimi časi. Eden od strokovnjakov je izrazil svoje razočaranje nad tem mestom in dejal, da so on in njegovi sodelavci uspeli zbrati le drobce informacij o tej strukturi, vendar pa na resnično pomembna vprašanja še vedno nimajo odgovorov. Nekateri so predlagali, da je bila to začasna struktura, ki jo je ustvarila nomadska civilizacija, ki je nekoč prečkala to območje. Morda so se za kratek čas naselili na Golanski planoti in zgradili kroge, bi tam opravljali svoje verske obrede. Ta teorija pa ima tudi svoje težave. Gradnja tako masivne strukture bi trajala dolgo časa. Ta nomadska civilizacija pa verjetno ni bila zelo velika in bi potrebovali zunanjo pomoč. Če bi bila res uporabljena v verske namene, zunanjim ljudem verjetno ne bi bilo dovoljeno pomagati pri njeni gradnji. Ker nimamo pojma, zakaj je bila uporabljena, je ta teorija daleč od potrjene. Njena starost je dokaj gotova, saj so drugi artefakti, najdeni na tem območju, stari približno 5000 let. Zato se domneva, da se je gradnja začela okoli leta 3500 pred naštim štuta in da so jo skozi leta dograjevali. Raziskave o kolesu velikanov še vedno potekajo in sčasoma bomo morda izvedeli več o skrivnostnih ljudeh, ki so pred 1000 leti živeli na tem območju, če tudi le za kratek čas. Številka 2, Le chasse spirituel, kar pomeni duhovni lov, je še eno zgodovinsko literarno delo, ki se je izgubilo v času in mnogi strokovnjaki ter učenjaki verjamejo, da bo zavedno izgubljeno. Napisal ga je Arthur Rimbaud, francoski pesnik in raziskovalec, za katerega pravijo, da je bil eden največjih vplivov na sodobno poezijo in ki je postal pomembna osebnost v času simbolističnega gibanja v 19. stoletju. Rožen je bil v severovzhodni Franciji in večino svojega otroštva je preživel v Charlevilleu. Njegovo mater in sorojence je oče zapustil, ko je bil Rimbaud še mlad, in od takrat naprej je njegova mati pričakovala, da bo nekaj dosegel v življenju. Začel je obiskovati Collège de Charleville, kjer so ugotovili, da je zelo bister učenec, ki je pogosto navduševal svoje učitelje in je izstopal v literaturi. Kmalu je postal obseden s poezijo in njegov učitelj poeziji je očitno v njegovi osebnosti vzbudilo določeno aroganco.
Začel se je zanimati tudi za politiko, vendar je poezija ostala njegova edina prava strast. Bil je zelo spreten pri ustvarjanju slik v mislih svojih bralcev s pisanja, vendar si je kmalu pridobil omadeževan ugled. Leta 1871 je bival v Parizu, kamor je prispel septembra istega leta. Načrtoval je, da bo tam ostal približno 3 mesece in sprejel je ponudbo, da biva pri drugem znanem pesniku tistega časa, Paulu Verlainu in njegovi ženi. Verlaine je bil tako navdušen nad Rimbaudova spretnostjo, da ga je takoj povabil v Pariz, vendar ni mogel predvideti, kako slaba zamisel je to bila. Predstavili so ga nekaterim najpomembnejšim pesnikom tistega časa, vendar namesto da bi mu bilo v čast biti v njihovi družbi in se od njih učiti, jih je izzival. Prekomerno je pil, potem pa je njegovo vedenje postalo še slabše. Slišali so ga, kako kriči in preklinja, daje žaljive pripombe ter je nesramen do vsakogar, ki ga je srečal, celo do tistih, ki so veljali za najboljše pesnike tistega časa. Očitno se je odločil, da bo živel čim bolj svobodno in ga ni zanimalo, kaj si kdo misli o njem. Začel je razmerje s poročenim Verlainom, kar je, kot je bilo pričakovati, povzročilo velik škandal. Ljudje so obtoževali Rimbaud, da je škodoval in na koncu uničil Verlainov zakon. Prežet z občutkom krivde in v slabem zdravstvenem stanju, se je odločil, da se vrne v Charleville in Verlainu rekel, naj govori z ženo, da bi rešil svoj zakon. V tem času je bil Rimbaud prepričan, da bo kmalu umrl in napisal je niz pesmi, ki so bile znane kot zadnji verzi. Pesmi so govorile o njegovi želji po očiščenju, saj je verjel, da bi ga to osvobodilo njegovih telesnih bolezni. Prav tako je čutil, da se je duševno poslabšal in je izrazil svojo željo po duhovni prenovi. To je bilo očitno težko obdobje, v katerem je napisal Le Chassé spirituel, čeprav je to delo nastalo, ko sta bila z Verlainom še vedno v Parizu. Na neki točki sta se odločila skupaj pobegniti v London. Žal pa je Rimbaud pesem pustil v hiši Mott, kjer je bival z Verlainom, in ta ni bila nikoli več najdena. Verjame se, da jo je verjetno uničila Verlainova družina, ki ni imela nobene naklonjenosti do Rimbaud, in da bi to lahko bilo njegovo največje delo, če gre verjeti Verlainu. Leta 1949 so na kratko poročali, da je bila pesem najdena, vendar se je izkazalo, da je šlo za ponaredek in del prevare. Pesem je še danes izgubljena. Nekateri zgodovinarji pa trdijo, da v resnici sploh nikoli ni obstajala. Številka 1. Pravijo, da je pri poslu vsaka reklama dobra reklama. Vendar bi se lastnik restauracije v Washingtonu DC s tem verjetno ne strinjal. Saj je bil tarča nadlegovalne kampanje, ki je trajala več let in nikoli ni bila razrešena. Restauracija, o kateri govorimo, se je imenovala Marrakech, lastnika pa sta bila Bashir Kuchači in njegova sestra. Oba sta bila rojena v Siriji in sta več let živela v Libanonu. Nato pa sta se odločila preseliti v London, kjer sta želela začeti novo življenje z odprtjem restauracije v maroško obarvanem slogu. Medtem ko je bila restauracija leta 1982 še v gradnji, so namestili telefonsko linijo in še preden je lokal sploh odprl svoja vrata, se je nadlegovanje že začelo. Sprva se je zdelo povsem nedolžno, saj je telefon zazvonil, a ko so ga dvignili, na drugi strani ni bilo nikogar. Naveličan nenehnih prekinitev se je Bashir odločil kupiti telefonski odzivnik, a nato je nekdo začel puščati čudna sporočila. Bili so ali tiho, ali pa so nenadoma začeli manično smejati. Nekatera sporočila so vsebovala zvoke, ki jih nihče ni mogel prepoznati, in ko se je restauracija končno odprla, so klici postali le še pogostejši in bolj vznemirjajoči. Včasih je bil vsak zaposleni, ki je dvignil telefon, deležen plazu žaljivk. Včasih so bile ogrožena njihova življenja in življenja njihovih družin. Ob drugih priložnostih so v ozadju slišali zvoke streljanja ali ljudi, ki so kričali brez očitnega razloga. Kot da to ne bi bilo dovolj vznemirjajoče, je klicatelj nato začel omenjati določene dogodke in ljudi v Bashirjevem življenju, zato ga je upravičeno zaskrbelo, da ga nekdo zasleduje in mu želi škodovati. Nekateri klici in posnetki so zveneli kot glas otroka, zato so klicatelja poimenovali l'enfant, kar pomeni otrok. Kmalu je restauracija prijela do 20 nadlegovalnih klicev na dan. Bashir pa je bil povsem obupan. V Filadelfiji si je odprla druga postovalnica restauracije, kjer jo je vodila njegova sestra. Ko jo je tam obiskal, je klicatelj nekako vedel, da je tam, in nadlegovanje se je nadaljevalo. Ob neki priložnosti so mu poškodovali avto,
Drugič pa je ugotovil, da je nekdo posegel v motor njegovega drugega vozila, natančneje v svečke. V zadevo se je vključil FBI in v obdobju 12 mesecev so nadzorovali več kot 3000 klicev L'Enfanta. Sledili so jim do telefonskih govorilnic na območju Washingtona, zato klicatelja niso mogli identificirati. Kmalu pa so odkrili, da je bilo več teh klicev opravljenih z različnih govorilnic le nekaj sekund narazen in ugotovili so, da je več ljudi nadlegovalo Bashirja iz neznanih razlogov. Kmalu so klici začeli vplivati na Bashirjevo duševno zdravje, zato se je za nekaj časa umaknil v ustanovo. Začasno je vodenje prevzel upravitelj, le 3 tedne kasneje pa sta njegovega sina napadla 2 neidentificirana moška napadalca. Šele leta 1993, 11 let kasneje, in šele potem, ko je bil primer predstavljen na televiziji, se je nadlegovanje končalo. Bashir verjame, da je nadlegovanje izviralo iz obtožbe, ki je bila proti njemu vložena leta 1874, ko so ga ugrabili in obtožili, da dela za CIA. Vendar to nikoli ni bilo potrjeno in identiteta L'Enfanta ostaja skrivnost. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, kliknite gumb všeč mi je. Prav tako ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.